Fantasy. Radio Fantasy. Prej sem poslušal reklamni blok in je bila ena reklama. Pravi, imate težave z vidom? Mislim, imamo težave z vidom, predvsem z valičem. A res, Ja. kakšne težave pa imaš z mano, če ti smem Mislim, vprašati? annoying si, grozen si, brezvezen si, a veš. Dobrodošli, poslušalci in poslušalke Radio Fantasy. To je moj zadnji nastop Tako. in obisk. Sam moram še klicati svojo promotorko za to, da da umakne poveš. sredstva za oglaševanje. Ej, sam Kako hoš si pa kaj, res. no? Ja. Janko, kako si kaj? Fajn, hvala. Šuši Lepo me te ne mara. videti. Ja, Ne, ja. ne, A ko bomo vid- kjer vidva, ne? Ja. Vid Ja, je ja. prišel in me je pač skor na kolenih, ko sem pucala Ja. zunaj vhod. To Ja, je danes smo pač pucala, imeli, da ja. se je znucala. Sam si skoraj ploščice znucala, to pa res. Skor, Ja, res. super, zdaj smo danes tle zaradi mene, ne zaradi tebe, kako spucala ploščice. Kako sta kaj vidva, no? No, A sta ja. fajn? A? Odlično vid. Je, Zdaj, ko prav si ti si ti prišel odlično. dejansko. Pa mogoče, ko Ne. zdaj Šuši napeljala na to temo, kako rešuješ take zadeve, ker se zagotovo kak tak hate komentar pojavi na, Ja. sploh na spletu. Jaz uporabljam ne. BTK metodo. Bolite, metoda. Ja, zato, ker je konjiček. tako sen. Ja, ker je vsenje. Razumeš, vsenje, če nekdo kaj. A ste že govorili o tem, kaj je bilo na ploščicah, pa na kolenih? Zjutraj smo Ali samo ljudje že omenili, vejo? da Aha, so okej, okej. malo popisali. ne. Malo so popisali, ja, napisali so. Ja, in to je treba, pač brigate, kaj zdaj. A si ti napisala, a so ti na avto napisali? Kjer avto pa je tvoj, da vejo, če bojo Unkan hoteli. gutom črn. Na kanguru. Zakaj se mi zdi, da je to od Janko ta avto? Ali pa od direktore. Tako da, ja, BTK. Mislim, Okay, brigate za koniček v bistvu. Ja, ampak jaz bom drugače šel zdaj še v drugo Bolite. smer. Ja. Ja, kar izvoli. Tako, mislim, dan si tukaj, dan potem, ko se je zgodilo v Žalcu. Ja, včeraj Ja. smo Šla je imeli. moška pamet. Včeraj smo imeli to stand-up predstavo v Žalcu, luštno je bilo, žalska publika, žalci in žalčice so super. Ja, dobro, Uh, žalcice. žalčice. Žalčice. Tudi ne bi jaz Tako da je bila mogla fina, no? govoriti. Fina je bila, smejali so se, tako da Aha, jim je to je- bilo všeč. Ja, aplavz Uspešno. na koncu je tudi bil, tako da jaz mislim, da je ratan. Včeraj je bil Alen Masnak tukaj, ker je uradni napovedalec Valhale Fight Night. BHN, VFTTD. Ja, in je tudi v tej tvoji predstavi zraven, ne? Ja, on je tudi, jaz sem povabil zraven 3 mlade komike, da naredijo tako uvod v predstavo. Pa veš, naslov sem dal moška pamet, se pravi, rabim še par drugih zornih kotov, da naj vsi mislijo, da sem sam jaz usekan. Ja, ok, razumem. Razumem. Ampak govorite Da si malo porazdelil. o moški pameti. Ja. A se ženske s tem strinjajo? Da Z naslovom. govorimo o moški pameti ali Da mislite, da jo imate? Da mislim, da jo imamo. Ja. Veš kako, jaz ko se vprašam na predstavi vsakeč, če mislijo ženske, da smo moški pametni in je zelo tak bog aplavz. Ampak jaz mislim, da to več pove o njih, pa o njihovih partnerjih in njihovem odnosu, kako dejansko sta. Veš, ker ne moreš zdaj na cel spol. Ja. Razumeš? Ampak glej, je pa to vedno neka taka Če stvar, mi ki se lahko radi delamo posplošujemo, norca. no. Ja, itak. Zdaj tudi veš, vaše žensko parkiranje, pa sposobnost nekomplicirane glede najbolj enostavnih stvari. Tudi to je, a veš, in vsem tem in seveda naša moška trma, ko pride do nekih stvari in tako naprej. Tako da, Tukaj se pa strinjava. predvsem sem dal pa tak naslov za tega, ker smo 3 deci, ki se zvrstimo gor na odru in pač pridemo pometovati. Aha, no, o teh odnosih moško-ženskega razmišljanja po tele pesmi, da gremo še malo globje. Dobro jutro. Dobro jutro. Nekje je bilo izgovorjeno ali zapisano, ne, rana ura. Bedna ura. No, ampak glede na to, da si se je žalca pelil domov ali si raje? Ne, najdu sem eno res poceno sobo in potem spal tam za 32 evrov. Dobil sem eno mehno brisačo in to je vse, kar sem dobil. Ampak da veste, Kakšne barve pa bilo? veliko lažje. Si bila vsaj v barvah ali si dobil? Ikejine barve. Ja, okay. Ena ideja se mi je porila. Ako Ja. greš v hotel, pobereš stvari, ko so noter. Vedno. Ja. Ja, in veš zakaj? Ne zase, ampak jih potem vedno dajem Zvezi prijateljev mladine. Ali pa včasih se mi nosil tja, veš, ko so bili center za brezdomce, ki je tam v Ljubljani v centru. Ja. Ker se mi zdaj taka, veš, tako se mi zdaj ful priročna stvar, da ti vse te šampončke mejhne pa to. In dejansko so mi rekli, da jim ful prav pride, zato ker jih lažje potem razdelijo. Veš, nimaš liter iz diskonta, pa pol v plastične kozarčke noter točet pa vsakega daje. Dobra fora, ja. Ja. Uporabno. Kopalne plašče pa zase, ne, vzameš, pa brisače, To je še Eddie pa Murphy delal. posteljnino. Pa. Se spomniš Eddie Murphyja v Policaj z Beverly Hillsa?
Ne. Ko je vse vzel enega, pa še on ima 2 policajami. Vejte, ker je rekel, da policija plača. Tega se Jaz bom tudi začel to govoriti, da policija plača. Kje se razlikuje? Jaz se spomnim, da kdo je nosil stvari, a veš, ko so bili te boni v času korone, kempinskega so čist pobrali. Tudi jogi so odnesli. Ja, sam ne smem pač na glas. Kako jogi neseš mimo recepcije, ne da te vidijo, Ker neseš razumeš? ga. Ker neseš ga, pač mene vprašaš. Kaj vi to? Mogoče moraš dati sam te, a veš, en moraš še lojtro zraven nositi, ja, pa samo v kombinezone se daš, pa so oni tako, pač vzdrževanje, logično. Menjati treba. Gremo k moški pameti nazaj. Kje je razlika med moško in žensko pametjo? Kje? Kje ni razlika? Delal sem en poizkus, to sem zafrkal, to je dejanska študija in so dali zelo mehne otroke, mislim, da 2-3 leta stare otroke in so jih dali v nek tak koridor in so dali oviro med njimi in med staršem. In ko so punčke prišle do ovire, so poskusile in so videli, da ne morejo iti čez in se začele jokati. Ko so fantki prišli do ovire, so videli, da ne morejo čez, so probali vse variante, kako bi poskušali. So probali spet začeti, so probali razbiti, ono tretje nalala. In kaj so ugotovili, je to, da so punci oziroma ženski možgani so narejeni tako, da hočejo biti uslišane, da imajo problem. Moški so pa bolj operativni, pa tako, kako zdaj ta preklet problem rešil. In ne pravim, Šuši, zdaj, da ste pošti jokale, ko bo kdo grafite napisal, ampak ni bila pa najboljše voljena. Mislim, res ob 6 zjutraj, oziroma pol 6, ko priješ na šiht, ni glihuno, pač fajn, 2 uri etra mi gre za to, da lahko grem pucat. Ampak danes bi mogli imeti čistilno akcijo v Celju, ki je odpovedana zaradi vremena, jaz sem jo že imela. A veš, se pravi, ni bilo odpovedana. A veš, se pravi, same dobre stvari so prišli ven iz vandalizma. Vse je za neki dober, ne? Zdaj, moška pamet. Vem, da prejšnja predstava je temeljila na tvoji novorojenki. Ja. A pa tudi, zdaj tukaj, ima kaj Valentina prsta v mestu, je tvoja boljša polovica. Veš, da ima malo mane. Zdaj živim družinsko življenje, ki ga prej še nisem, tako da, itak, mislim. A lahko tudi dam pod vprašanje, kdaj je tebe pamet srečala? Nime še. Pa veš kaj, jaz mislim, da tako, pamet, čustvena inteligenca je eno, drugo je zdaj da se moramo po nekih normativih, jaz to nekako jemljem, kada je to pamet, tako da, to ne vem, če me bo kdaj, jaz ne maram preveč normativov. Mislim, gledaj, vsak za sebe. Torej. Pa veš kaj, jaz mislim, da jaz ful uživam v tem, da zabavam ljudi, ne? Se pravi, pa ne moreš biti normalen, če hočeš zabavati ljudi, moraš biti malo sekan, moraš malo štrleti ven. Se tudi zadelati na radiju, ne moreš biti glih čist dih, podmoralni. Tako, točno to. Zakaj gledaš Jankota, pa ne sebe ogledalo? Ampak točno pa, to. Ogledalo, v redu. Ne, hotel sem sam vprašati, ko sestavljaš material, ogledalo, kdo je tukaj? Kaj? Kdo je nasproti ocenjevanja prvih tvojih začetkov neke predstave? Samo prazen zaslon in unka utripa, veš, da moraš napisati stvari v Wordu, Microsoft Wordu. Tako da ni, ogledalo, v resnici za kakšne stvari, sem mogoče pogledal, kako izgleda ogledalo, zato da vidim, če je isto tako, kot čutim, če tudi zgleda, ne? Ampak v resnici se ne gledaš, pač bolj natreniraš tekst, veš, kako boš neke stvari interpretiral in to zvadaš. Ali uporabljaš ChatGPT? ChatGPT. To je to za pisanje svojih... Groza, ja. Ne, jaz še nisem uporabil ChatGPT-ja sploh. Vem, da moji kolegi kakšni so za kakšne povezovanje prireditev, se pravi, tipkaš noter vse podatke, kakšen prireditev, napiš mi, da bo smešen in pa ti on to naredi. Mene pa to tako, ker ne bom mu dal svojega znanja. Plači mi. Ne to, ampak to pa res mi je izpod častim, da bi zdaj v ChatGPT noter dajal, pa iz tega generiral material. No, mislim, ker nove generacije dejansko to počnejo, ne? Ja, ampak jaz mislim, da so zelo generični pol v tem. Mislim, da ChatGPT, hvala Bogu za enkrat, če umetna inteligenca ni toliko pametna, da bi lahko naredila ta nek žene sekva, nekaj, kar je zaradi česar je komik, ki dela sami sebe poseben. Se pravi, znati pa generične fore dati. Mislim, da so dejali neke fore, na enem radiju so že bile, pa so bile tako res najslabše, kar je možen. Mi smo stvari probovali, ampak to, kot praviš, ni še to tono. Ja. Pa hvala Bogu, da še ni. Ja, pa ostanemo vsi prešihta. Ja, ne, mislim, itak je umetna inteligenca bi lahko bila ta, ki nas vse vrže na cesto. Tako da mi je zanimivo. Mi zdaj živimo v času, sam tako nočem strašiti vaših poslušalcev, ampak se pravi, umetna inteligenca v razvoju, robotika je noro v razvoju. Jaz sem videl posnetke robotov, ki delajo salte pa sparirajo z ljudmi.
Japonski znanstveniki so razvili kombinacijo umetnega kože pa človeške kože, so dali DNK skupaj, zdaj da se lahko ta umetna koža obnavlja. Ti Japonci bi res vse poseksali, to je noro, razumeš? In se pravi, mi smo zdaj v obdobju, kjer smo 2 leti stran od filma Terminator. Ja, v bistvu. Zakaj, če ste videli film, ustavite, ampak ne, imaš te psihote, ki so tako, ne, zdaj mi to lahko kontroliramo. Nekaj sem ravno prebiral sam naslov, da Elon Musk dela neke svoje robotke, ampak da mu učitajo, da je kopiral film iRobot, vizualnost teh. Mater je kar blizu, ja. Ne vem, zakaj bi mu to učitali, ali iRobot, oziroma ne, iLegend je en druga. iRobot je bil Ja, imaš prav, ja. Je tudi Will Smith. Vse iLegend tudi. Ja. No, ampak sem eno stvar, bi Daviče so vprašala v sklopu tvoje moške pameti. Ja, moje stand-up komedije. Ja, tako. Včeraj Žalc. Kdaj prideš pa v Celje? V Celje pridem pa 7.11. Po dnevu mrtvih, a veš, zato da vas spravimo boljšo voljo spet nazaj. 35 predstav je v planu, ne? Mislim, da je zdaj že 40 vse skupaj, do konca tega leta. Ja, ker so vse veš kaj, hotel sem, da vse ven takoj, zato da se ljudje, zdaj sem gotovo, da res je datume tiskajo ljudem, a veš, daj, ne morete takrat pa Varuško, pa tam služba, pa uno, pa la. Bože daš vse, pa dajte si rezervirati. Vse ven, izvolite, vse na moji strani, vse na Eventimu, tako da lepo vabljeni. Ja, v Celju pridemo pa. 7.11. 7.11. v Celjskem domu. Se nisi na Koroškem, kako? Malo zateguješ. Ma se vem, to sem bil zdaj v okolica Celja. V Celje gremo žurat, lega. Dobar je, skoraj smo končali, mogoče sam za zaključek, glede na to, da imamo iz tistih koncev, kjer so medvedi doma, ne? Kaj je kočevska bombica? A si že zvedel? Ja, zvedel sem, kočevska bombica je sladica. Najboljša, res. Probal je nisem, sam slike so mi poslali pravci. Če si bil dol, pa ti niso... Ne, dol sem šel, delat sem šel. Ja, pa dober pa... Šuši, jaz toh pozem ne jem cukra, veš? A ja, oprosti, Summer Body 2025. Jaz skrbim za svojo trebušno slinovko, ja, za tvojom teži. Ne, da rečem kočevska bombica, če bo kdo slučajno daj v Kočevju. Dobro, ja. To je avtohtona sladica. A veš sestavine, ker res sem slike videl. Vem, ampak ti ne smem izdati, ker je... Zakaj? Ja, Mislim, lahko ti povem, tako ne boš ljubezni v delu, pa pač ne boš to zabral. A imaš ti kaj s kočevskim turizmom? Ne, jaz sem s Kočevja. A ja, si s Kočevja. Jaz sem kočevski turizem. Ti si kočevski turizem? Jaz sem kočevski turizem. Ne, tako da, čak, 10. si bil v Kočevju. Ja. Se pravi, včeraj je bil 17. v Žalcu, 7. november v Celju. Oktober, ja, tako, ja. Ja? Ne, to je da. Kam greš? Ja, ne, zdaj ti bom začela slediti. Kje lahko? Dajmo še to povedati, ker imam že vremensko podlago. Ja, seveda. Na Eventimu in na moji strani www.vidvalis.si una tequila mas. No in to si una tequila mas sem se jaz dan zjutraj zbudila. Sam je res reklamo zjutraj, pa tequila mas. Dobro. Gremo pucat. Gremo pucat, ja. Vidvalis, hvala, da si vletel. Hvala vama, Janko in Šuši. A si Šuši ali si Suši? Občasno je tudi suši. Ne, včeraj je Alan Masnak, včeraj bil tako, ne, suši je, ne more biti suši. Zakaj je bila suši? Ja, mamo, nočeš vedeti, kaj vse spravi. Resnik ven. Marškej, ja. Resnik ima tudi ful težavo. Kaj pa resnik rekel? Ja, le, ni da ni. Buši. Je tukaj pri japonski kulinariki. Pri japonski, tudi suši. Ja. Šuši. Ja, dragi Celjani in Celjanke, uživite, no? Lepo se imejte, se vidimo 7.11. Upam, da pridete. 19.30 Celjski dom. Tako, hvala, ker si mi povedala, ob kateri uri moram biti. Ja, mislim, da je kakšne pol ure prej, no. Ne, sem to nekje zapisan. Me pokličejo. Vid, hvala ti. Z veseljem. A še jaz povem. Vreme povej, ker laufa. Ja, dan... Radio Fantasy. Radio